Živjo! Lepo pozdravljeni na našem srečanju, kjer v okviru spoznavnega tedna Oaza kluba, Oaza vitalnosti. Jaz sem neizmerno zadovoljna, srečna, da lahko vsa ta znanja, ki jih imam, ki so meni pomagala, predam tudi vam. Jaz sem si ozdravila ogromno stvari. Jaz sem razmišljala zdaj par dni nazaj, moje življenje, ko gledam mojo življenjsko pot, neverjetno, koliko transformacij je ena za drugo. In to zato, ker spreminjam energijo. In zato sem počaščena, da sem lahko z vami tukaj zdaj na temu srečanju, live srečanju, kjer bova z Natašo, mojo asistentko, pokazali, kaj vse dobite v temu našemu klubu. Še prej pa vabim še Natašo, da spregovori par besed. Živjo, en lep pozdrav tudi z moje strani. Tudi jaz sem prav počaščena, da sem tukaj v tvoji družbi danes, Neja. Jaz sem tudi nekako se znašla pred parimi leti skupaj s tabo na moji poti izboljšanja energij in glej to, čez par let sem pa že tukaj in skupaj imava tale klub. In sem prav počaščena in sem res vesela, da vam bova midve zdaj tole malo danes povedale, kaj se dogaja v našem klubu. Ja, ta klub je primeren za vse tiste, ki se zavedate, da lahko s spremembo energije spremenite svoje življenje. Ker energija je prvo, kar se začne spreminjati. Potem se začne to kazati v mislih, v čustvih in na fizičnem telesu. Tako da prvi korak je vedno energija. In ko spremeniš energijo, spremeniš svoje življenje. Tako da vsi tisti, ki se že zavedate, da je energija osnova, temelj vsega, ne glede na to, a ti želiš spremeniti svoje življenje, želiš spremeniti svoje zdravje, želiš biti uspešen na poslovni poti ali pa imeti dobre odnose. Energija je prvi korak. Tako da vsi skupaj, tisti, ki ste zdaj z nama, dobrodošli. Med tem časom, ko mi da predstavljala, spodaj v Facebook komentar napišite vaše vprašanja. In midve bova z veseljem odgovorili vsa ta vprašanja, potem, ko bova prišli do tega. Zdaj pa, Nataša, te vabim, da ti poveš še majhen, kaj se dogaja v tem tednu, spoznavnem tednu kluba Oaza vitalnosti. Ja. A se sliši slučajno en tak hrup iz moje strani, ali ne? Ne, super je. Ok, super. Glih neki vrtajo, glih zdaj so začeli vrtati, neverjetno. No, takole, v tem tednu, oziroma v mesecu decembru, sva se odločili, da vam podariva brezplačni teden, ki v bistvu traja pravzaprav en teden pa pol, 10 dni, še celo kakšen dan več, kjer lahko sami na lastni koži malo spoznate, kaj to pomeni energijske vaje in kaj vam lahko prinesejo. Tako da v tem tednu, začeli smo ga že prejšnji teden z enim odličnim masterclassom, ki ga je imela Neja, na temo če so oči ogledalo duše, kaj so potem zobje. In je govorila o manj znanih, zelo pomembnih, življenjsko pomembnih
dejstvih v zvezi z našimi zobmi in o tem, kako lahko skrbimo in o tem, kako so zobje celostno povezani s celim telesom. Tako da s tem smo začeli. Potem, predtem so tisti, ki so dobili že, ki so bili že hitri, pa so se vpisali, dobili eno tako meditacijo kratko, ki jo lahko delate vsakodnevno za sproščanje stresa. Potem ste dobili eno vajo, enourno vadbo, ki jih delamo 2-krat na mesec. Tako da to že vse imate, tisti, ki ste se že vpisali v brezplačni teden, in če se boste vpisali, vse to dobite. Pred nami so pa še aktivnosti. A je tudi že čas, da te povemo? Je tudi že čas? Ja, kar povej, zato ker danes smo v tale live, da vse predstavlja in da poveva tudi, kaj je tisto, kar je tistim, zdaj imamo, koliko je v klubu, približno 30 ljudi, a ne, je v klubu in, glejte, izjemne rezultate. Nataša bo pol povedala, kaj se ljudem dogaja s temi preprostimi, enostavnimi vajami, ki vam ne vzamejo čisto časa, da je tako, jih je treba delati, ne, ena mi je rekla, pa te vaje delujejo, sem rekla, delujejo, če jih delaš, ne, drugače pa ne delujejo, tako kot pri vseh stvarih, ne. No, ampak vzamejo ti res malo časa in lahko jih delaš kjerkoli in dostopne so ti kadarkoli, ko si v klubu. Tako da, daj, Nataša, povej. Ja, zdaj, ko si že začela s številkami, moram mogoče to povedati, ker smo naredili sva anketo med obstoječimi člani in jaz sem bila res impresionirana, ker res več kot 90% ljudi, ki so v klubu, vaje dela. A ne? In res je, lahko jih delaš 15 minut na dan, pa si enkrat na teden vzameš celo uro. Če imaš pa kakšne situacije ali pa če imaš čas, pa lahko vsak dan delaš 1 uro vaje, a ne? Pa še več, zato noter v klubu in ful, se boš pol pokazala, kva vse imamo že v klubu, pa kaj mi še vse načrtujemo za tale klub, to. Ja, jaz enkrat, ko sem bila pa res, nekje sva tudi zapisali, da vse najini, tudi midve imava kdaj kakšen zdravstveni izziv, a ne, ali pa čustveni pa sploh prihajajo. In si s temi vajami skozi pomagava. In jaz sem enkrat bila dokaj na psu z mojo energijo in z utrujenostjo in sem si vzela 4 ure in sem šla čez veliko stvari, ki jih znam, in ne vem kako, splavala sem ven, mislim, ne vem kako, vem kako sem splavala ven in je bilo pol, sem se spet začela boljše počutiti, a ne. Tako da, recimo, lahko pa tudi 4 ure delate ali pa po 15 minut. Tako da, to je zelo fajn, a ne, vidite, da hočem reči, da se mi zdi, da te podatki, ki sva jih dobile, kažejo na to, da so stvari tako narejene, da se da redno delati. Ne, da se nekam vpišeš, pa ne delaš, ampak je tako narejeno, da je res prilagojeno zasedenemu sodobnemu človeku, da si najde v svojem zasedenem času urniku nekaj časa za to, da naredi te vaje. Ampak tle bi jaz rada dodala eno stvar, a ne, ti si poudarila zasedeni, seveda, vsi tudi, ki ste zasedeni, to so vaje, ki jih lahko delaš tudi v službi. Vmes vzameš 10 minut časa, recimo, danes sem jaz želela priti v stik s sabo in sem si vzela čas 15 minut vmes, ko sem delala in sem te stvari delala. Ampak te vaje niso namenjene samo tistim, ki ste zasedeni, ampak vsem, ki hočete biti zdravi. Zato, ki jih lahko delate kadarkoli, pa Nataša je povedala, lahko jih delaš 15 minut, lahko jih delaš pol ure, lahko jih delaš 2 ure, lahko delaš 4 ure, toliko stvari imaš noter. In ko recimo je bila ena, ki je rekla, vsi v službi so začeli zbolevati. Jaz sem se odločila, da jaz bom pa vaje delala in je rekla, jaz sem bila čisto navdušena, mene se čist nič ni prijelo. To je to. Rekla, malo bolj sem pointenzivirala delo teh vaj, prej je Nataša povedala, da je bila čustveno sesuta, energijsko sesuta, je delala malo dalj časa in lej, ti sama se lahko pobereš, a ni to nekaj najbolj krasnega. No, tako da tudi za tiste, ki ste malo manj zasedeni, pa hočete biti zdravi,
naravno zdravje. Tukaj govorimo o naravnem zdravju, o energijah, ki se jih ti naučiš upravljati in jih začneš čutiti v sebi. No, Nataša, to sem imela samo en vložek. Ok, zdaj bi imela spet še kaj za povedati, ampak se bom usmerila na temo, torej kaj nas še čaka v tem tednu. Zdajle v sredo zvečer ob 8 imamo v živo na spletu vadbo, tako da se lahko pridružite in tukaj nabere se nas vedno ena skupina, midve z Nejo vodiva ali pa jaz vodim, zdaj v sredo mislim, da bova kar obe vodili vadbo in se dobimo in skupaj delamo, a ne, ker tudi če smo na različnih koncih, smo skupina in je učinek še večji, ko delamo kot skupina. Tako da to in potem takoj dobite posnetek te vadbe in jo lahko še delate, vse do 20. bo na voljo, torej do konca tedna. Potem pa imamo, ker parkrat na leto se pa tudi dobimo v živo in zdaj pred zaključkom decembra se bomo dobili v živo in zdaj v nedeljo se z člani kluba dobimo v živo, predvidoma v Kranju ob 9. zjutraj, trajalo bo nekako do 3 popoldne. In tudi na to ste vabljeni, še posebej, če se včlanite, je potem to že vključeno v članarino. To mislimo, da bo zelo, zelo lep dogodek. Delali bomo vaje, malo se bomo spoznali, pa še bomo delali vaje, pa malo bomo Darilo imamo za vas. Ja, Presenečenje. tako seveda. Ja, tako da v nedeljo 22. je srečanje VIP. A veš, to je za tiste, ki se izberete. Ja, samo za tiste, ki hočete v novo leto vstopiti čist z drugimi energijami. Ostali pa pač doma ostanete. Ja. Tako da z nami ste pa tisti, ki hočete imeti čist drugo energijo. Tako da, dobrodošli. Ja. Ja, to se bo dogajalo v tem tednu. In potem pa smo že v novem letu in v novem letu so pa spet novi načrti. Redno 2-krat mesečno, če kar povem, kaj se v klubu dogaja, a ne. Redno 2-krat mesečno se dobimo v sredah ob 8 zvečer v živo na spletu in naredimo vaje, različne vaje, vsakič kaj drugega počnemo, ali pa s kakšnim drugačnim poudarkom. Potem se enkrat mesečno srečate z Nejo v živo, to je isto ob sredah, ampak ne isto sredo, ko je vadba, je razporejeno tekom meseca. To se dobite sredi dneva in tam Neja odgovarja na vprašanja ali pa sama pripravi kakšne zanimive teme, katere sploh ne bi znali vprašati, ker sploh ne veste, da obstajajo take zanimivosti, ki jih Neja pove na te teme. Potem se Odgovarjam tudi na vprašanja, ne? Ja. Tukaj recimo te srede, ki jih imamo enkrat na mesec, so priložnost za tebe, da vprašaš karkoli. In potem ob sredah klubovci dobivate odgovore in to je čist individualen pristop, da rečemo, daj tele vaje delaj, daj tele vaje delaj. Zdaj pa, ne vem, tole hrano si skuhaj, pa recimo naredi tole. Zato, ker ob sredah tudi kuham. Občasno, ne vedno, ampak včasih imam tudi kuharsko delavnico, ali pa masterclass, ali pa meditacijo, ali pa ne vem, razne stvari. Ja. In potem se bomo seveda spet dobili in vse to je v učilnici. Mogoče pol še malo učilnice pokažem. Kako so vsi posnetki in vadbe in srečanj z Nejo v učilnici. Potem pa imamo srečanja v živo spet in tako, ko je tole decembrsko, se bomo marca ali pa aprila, to se bomo še skupaj dogovorili, spet dobili v živo in to in delamo vaje oziroma pač pripravimo kakšen program, ki naju takrat tudi navdihne, pa kar malo dobiva feedback od članov kluba, pa da potem naredimo nekaj, kar je potreba. Potem pa pride že maja Ai Vitalis dan. Ai Vitalis retreat je naš največji dogodek, 3-dnevni dogodek.
To je 24, od 23. do 25. 5. bo naslednje leto potekal in 24. 5. so vsi člani kluba brezplačno udeleženci tega iVitalis dneva in to je tudi fenomenalno. Cel dan energijske vaje, pa še vedno kakšna presenečenja, kakšni zanimivi gostje. Zamislite si, da cel dan delate na energijah. To so, učinki so razno razni in ljudje poročajo o tem, da to kar še nekaj dni potem odzvanja v njih. Ja, tako. To. Seveda, potem pa imava še kakšne akcije, a ne? Kakšne posebne programe. V načrtu je, da boste imeli program razstrupljanja, ker Neja v svoji praksi vidi, da skoraj ni človeka, ki ne bi rabil razstrupljanja, jetra Ne, so ga ni, ne da ga skoraj ni. ga ni, ga ni. Ni človeka, ampak vidimo tudi, da ljudje dostikrat odlašajo do res zadnje točke, a ne. Da se bolj redki izberejo, pa delajo stvari takrat, ko še ni čisto toliko kritično, a ne. In tule bo možnost recimo se lotiti razstrupljanja po programu, po eni taki posebni klubovski ceni, a ne. To imamo v Ja, za načrtu. klubovce bo to ful bolj ugodno kot za vse ostalo in veliko prednost boste imeli klubovci, zato boste vse te vaje že znali delati. In jaz vam potem povem, delaj to, pa to, pa to, pa to, ker drugi potem te možnosti nimajo. Tako da, ja, ena izjemna prednost za vse, ki ste že v klubu, oziroma zdajle do 20. v petek je zadnji dan za vpis. Ja, točno tako. No, Kaj a boš pokažeš še ja, no, daj učilnico? pokaži, ja, učilnico, kaj imamo noter, ker v 18. se pravi v sredo, boste z Natašo delali energijske vaje, iVitalis vaje, ki so namenjene prav spodbujanju toka energije v vseh notranjih organih. Ja. A se že deli, a se vidi? Ja, se že vse Ja. vidi. Evo, takole izgleda tale učilnica, zelo preprosta, jaz imam tukaj malo več programov, recimo tule vidite še masterclass Tvoji zobje in takole potem vstopite v klub Oaza vitalnosti in na začetku je nekaj informacij, recimo takole imate vse datume srečanj, zdaj imamo do konca septembra naslednjo leto že točno določeni datumi, tako da lahko naprej si splanirate, da se res lahko v živo udeležite. Potem pa imamo naprej posnetke vadb, ki jih imamo ob sredah zvečer. Pa recimo, če pogledamo tulele nazadnje, smo imeli eno tako zelo dobro, no, vsaka je zelo dobra in vsaka prinaša takšne ali pa malo drugačne učinke. To je bilo, eno smo delali eno tapkanje za detoksifikacijo telesa, misli, čustev. Potem recimo smo tukaj enkrat delali vadbo, ki je bil poudarek na vajah za oči, pa za ušesa, pa za zadevo, ki baje vsaka 4. ženska ima težave z njo, torej s ščitnico. In recimo, ko smo delali vaje za oči ali pa za ušesa, to smo vsi odkrili, a ne, neke napetosti pri očeh, ki se jih sploh v vsakdanjem življenju ne zavedaš, a ne. Potem smo pa naredili vaje in te napetosti potem kar grejo ali pa se zmanjšajo, a ne. Pa sploh ne veš, da imaš v bistvu, in te vaje so vedno zelo všeč udeležencem, ki jih delajo. Potem smo imeli vaje recimo pri prehladu ali pa za viroze ali pa covid, a ne, to lahko se dela kot preventivno ali pa potem, ko že zboliš, a ne, pa narediš te vaje. To je cela ura vaj. Recimo je ena pol poročala: vsi v naši družini so zboleli, samo jaz sem ostala zdrava." Je rekla: "Bom videla, če bom jaz tudi zbolela, pa pol ni zbolela." Tako da tele vaje so tudi super, zdaj jeseni smo jih naredili. In je to, jaz pravim, prva pomoč. No, saj tele vaje lahko gledate, ste jo dobili kot posnetek brezplačno v okviru brezplačnega tedna. Se mi zdi, da je to res taka uporabna, ki jo lahko celo zimo pa pol še v spomladi uporabljate.
Pol imamo pa različne, to, kar bomo zdaj delali v sredo, so take iVitalis vaje, ki spodbujajo res toliko energije po celem telesu, skozi mišice in jih delamo na različne načine. Lahko jih delamo na način, da si zamišljamo kakšne barve, z glasbo, da si postavljamo kakšne cilje. Tako čisto vsakič delamo na malo drugačen način, ful poudarek na dihanju, ne. Tako da tudi če delamo vaje, ki so take alfa in omega, jih naredimo vedno malo drugače. Tukaj sva Gledam, Nataša, imeli tale posnetek, mislim, tole mladenko na tvoji levi strani. Ja, ta Ja, ne. mladenka, Ne vem, katera je to. ja, ta mladenka čisto vsak dan dela vaje, ko tako mladostno izgleda. Kdo bi si mislil, da se bliža šestki tisti spredaj? Kdo bi si mislil? Ja, Res to je. vaje naredijo. In tole, recimo, takele vaje, iVitalis vaje, so ta pravi botoks. To so šele ta pravi botoks. Ne tisti, ki si špricaš noter pa se zastrupljaš. Ampak to, da se energijsko podpreš, pomladiš, osvobodiš starih stvari, no, in potem pride mladostni izgled. Ja. In poročajo, a ne, o tem, da dobivajo feedbacke. Ti pa tako dobro izgledaš, ti pa tako mlada izgledaš, a ne. Resno, to ni samo od ene osebe, tako da to je čista resnica, kaj te vaje naredijo. Ja, tako da to ni samo od mene, da ti rekel, ti imaš no in kaj, gene pa no in kaj, ne, to je od vaj, ki jih neprestano delam. Ja, ja. A boš še kaj podelila? A še kaj podelim? Ja, tole, da vidimo še, kaj je noter. No, dobro, bom še Ja, malo, dobro. ja, da še malo pogledamo. Je že veliko noter, glejte, vse to že dobite. Veliko je že In noter. če se do 20. prijavite, imate še posebno novoletno ugodnost. Res. Evo, vaje proti zastajanju vode v Tako. telesu. Mislim, To pa so bili pa malo. ja, kje si to še videla, ne? Ja, in kje mi to naredimo, zato da ti pomagamo, ne vem, takrat, recimo, ali ko je vročina, ali tako, recimo, rečejo ženske, ja, ke imam pa veliko dela, pa se nagibam dosti, pa mi pa voda začne zastajati. Lej, narediš te vaje, pa imaš vse rešeno. Ali pa kaj imamo, vaje za lažje prenašanje vročine, poleti je bilo tako vroče. Čisto enostavno, narediš vaje in takole imamo tematske vaje mi vedno. Ja, vedno prilagojeno tudi letnemu času, v katerem smo, a ne. In recimo tule za lažje prenašanje vročine nam je ena gospa, ko je članica, rekla, da jih je poleti, ko so bili ti vročinski vali, redno izvajala. In zdaj znanstveno ne moreš dokazati, ampak je rekla, da je boljše se počutila kot pa recimo pretekla leta, ko teh energijskih vaj ni delala, da je lažje prenašala poletje. Tako da, ja, na splošno pa poročajo o zanimivih pozitivnih učinkih in moram reči, da en izmed najbolj pogostih je pa, da dobro spijo. A ne, spanje velikokrat je malo problematično, se ljudje malo zbujajo ali težko zaspijo ali težko nazaj zaspijo. In to spanje pa res poročajo tako, da se jim izboljša s tem, ko delajo energijske vaje. In pol smo imeli še vaje za večjo odpornost in blažji odziv na pike. To pa jaz tudi. Ja. Kar povej. A jaz svojo izkušnjo povem. Jaz sem, povej. preden sem jaz delala energijske vaje, moje noge so bile ko bojišče. Mene je toliko srbelo, piki so me srbeli, praskala sem se, kraste so me nastajale, ker se nisem mogla zadržati. In potem, ko sem se jaz lotila teh vaj in sem jih redno delala, je začela limfa teči, ne, in se je malo detoksifikacija začela dogajati in mene so manj so me pikali komarji poleti, a ne, manj so me napadali.
pa tudi ni bilo več takega srbenja. Ok, malo posrbi, pa ni toliko, da se ne bi mogel zadržati, ne. Tako da jaz sem to imela res neverjetno pozitivne učinke potem, ko sem si dvignila energijo, ker tudi, a ne grejo pol na človeka, ki ima višjo energijo, potem ga ta bitja ne napadajo toliko kot prej, kot si bil bolj z nizko Ja, energijo. v Indiji, v teh ašramih so vsi tisti, ki so odporni proti pikam, jim rečejo, da imajo dobro karmo. Ampak karma ni nekaj slabega. Karma je lekcija, je učenje, ki se jo lahko naučiš. No, in tukaj imaš vaje, ki ti lahko usvojiš to lekcijo, da te nehajo napadati. No, dajmo še tisto, da kaj so bila z mano srečanja. S tabo Nekaj imamo srečanja. srečanja, odgovori. Ja. Ja. Ta je bila super, ker sem te dve zgodbi povedala. Jaz imam zelo rada zgodbe. In v teh zgodbah da človek najde ene vzgibe, zakaj nekaj počne, pa kako lahko dela drugače. Tako da sicer v Postani mojster zdravja se učimo master mindset, ampak tukaj pa jaz mini mindset, se pravi mini master mindset, jaz tudi predajam, zato da začnete razmišljati na drugačen način, da se začnejo energije spreminjati. Tamle sem kosilo kuhala, pa spet odgovori na vprašanja. In pol so zraven recepti, pa recimo recepte iz iVitalis Retrita, to kar 3 dni, zajtrk, kosilo, večerja so na voljo v učilnici, ker pač ti si mojstrica zdravega kuhanja, predvsem pa je čar, da kuhaš enostavno in preprosto in da to ne vzame veliko časa, a ne, in tukaj potem tudi so recepti. To sem se raven 2 dni nazaj sem se z eno pogovarjala, je rekla, jaz ne morem zdravo jesti, ker nimam časa skuhati. V 3 minutah sem ji povedala, kaj lahko narediš za kosilo, ni več izgovora. Evo, v 5 minutah je kosilo pripravljeno. Zdravo kosilo, to imam jaz, če kam grem, imam zdravo kosilo vedno s sabo. Ja. Pol si se spomniš, si govorila o tem, kaj človek potrebuje za napredek. Ja, odlično. In pa vpliv hrane in vode. S tem se je pa začelo, a ne? Ker, ja, že z vodo se začne, kakšno vodo dajemo vase, pa kako. Ker dehidracija, ki jo mogoče niti ne čutimo, ampak obstaja v telesu, ima zelo velik vpliv na vse to, kaj se v telesu dogaja. Tako da za začetek je treba hidracijo zrihtati, a ne? In tako smo si tudi začela. Tako. Hvala, ker si nam to pokazala. Evo, jaz upam, da vsi tisti, ki ste zdajle gledali, ste dobili en vpogled, da vidim, če je kle kakšen vprašanje. Glejte, zdajle lahko na Facebooku napišete spodaj v komentar vprašanje in dobite odgovor na to vprašanje. Zdajle vprašanj ni, okej, glejte, če se bojo vprašanja pojavila, bomo ta vprašanja pol tudi na Facebooku še, kolikor se bo dalo, odgovorili. Vse, kar jaz lahko rečem, je to, da energija je vse, kar imamo. Enkrat me je ena vprašala, Neja, kaj to pomeni, energija je vse, kar imamo? Ja, glej, kaj telo mrtvo, česa nima? Ja, energije nima in ne pomaga ne hrana, ne voda, ne zdravila, ne elektrošoki, ne operacije, nič ne pomaga, zato ker je energija šla. In dokler imamo mi energijo v telesu, potem lahko marsikaj naredimo, da spremenimo svoje življenje. Ne vem, če ste slišali tisto zgodbo, ki se je dogajala moji sestri, zdaj je 10 let od tega, ko je padla, padla prav, naenkrat je za mojim hrbtom udarila na tla, jaz pogledam kri, šla iz glave, z oči, z nosa, z ust, z ušes, z vse posod je to ven teklo. Pa itak ni več dihala, ne.
No, in vse, kar sem jaz naredila, vse, kar je bilo treba narediti, preden je seveda dobila ustrezno oskrbo, sem držala njeno energijo v telesu. Se pravi, jaz sem šla za njo, poklicala nazaj, pokazala sem ji slike, kaj je tisto, kar ne jo pritegne nazaj. Imela takrat 3 majhne otroke, sem ji kazala te slike, sem rekla, lej, draga moja, 3 otroci te rabijo. No, in potem je kar po dolgem času nazaj prišla, je začela dihati, je bila še nezavestna. Potem pa seveda kliničen center so na levi strani odrezali 1/3 velikih možganov in polovico malih možganov in glavno veno. In imela je 2-krat zlomljeno možgansko dno. Ob 2-krat zlomljenem možganskem dnu, kot je nevrokirurginja rekla, 90% ljudi na licu mesta umre. Nihče pa ne ve, da je ona bila v bistvu mrtva, da sploh ni dihala. No, tistih 10%, ko pa živih ostane, tistih 10% pa začne življenje na stopni dojenčka, se mora čisto vse še enkrat naučiti. No, moja sestra se čudežno ni bilo treba čist nič učiti, ona je bila medicinski čudež. Sam mi nismo razlagali, da sem jaz cel čas držala njeno energijo noter v njenem telesu. Njeno dušo v telesu. Ja, to so vse te vaje, recimo, dobro, bolj natančen se učite pol v Postani mojster zdravja, ampak vse te vaje, recimo, potem, ko je ona je tudi mojstrica zdravja, je pri meni naredila ta program, ona vse te vaje non-stop dela. Tako da so to vaje, ki pomagajo vzdrževati res dobro energijo v telesu. Ja, ona je bila medicinski čudež, pa saj ni samo ona, ampak ona je tak zelo ekstrem, tako da njena glava je speta z 2 sponkoma, brez glavne žile, brez 1/3 leve strani možganov, brez polovice malih možganov, spomin ima pa tak boljši kot 95% ljudi. Zato, ker dela na vzdrževanju energije. Ja, to je ekstremen pomemben, da kdor hoče biti zdrav, naj dela na vzdrževanju energije v telesu. To je vse, kar resnično imamo. In ko energija gre, ja, ni zdravja, ni dobrega počutja, ni dobrih odnosov, ni uspeha, ni denarja, nič ni. Skratka, ko energija reče čau, Miki, takrat se čist nič več v telesu ne dogaja. Sem bila v petek pri moji zobozdravnici, tisti, ki ste v tem spoznavnem tednu kluba Oaza vitalnosti, ste dobili cel spisek vsega, katere paste uporabljam, katere dodatke uporabljam, no, katere paste, pa ne dodatke, kako si čistim zobe, s kakšnimi zobnimi ščetkami. No, in med drugim sem tudi tam napisala 2 zanesljivi, se pravi preverjeni zobozdravstveni ordinaciji, tam, kaj jaz tudi zahajam. No, in sem tej dami razlagala, ko mi je, šla sem pač na čiščenje zob, na to globinsko, ki očisti tudi okrog dlesni. No, in sva se pogovarjali o parodontozi, zato ker zelo veliko ljudi ima zelo hude parodontoze. Jaz zato tudi vse to čistim, zato grem tudi na čiščenje, zato da se moji zobje ohranjajo. No, in pol je rekla, ja, tam v žepkih not se pol nabirajo bakterije, pa sem rekla, ja, bakterije imajo dobro nalogo na svetu. In se je strinjala, ja, in rekla, pridejo in razgradijo. Sem rekla, sem kdaj pa pridejo, da imajo za razgraditi. In je rekla, ja, ne vem, sem rekla, takrat, ker ni energije, ker recimo človek mrtev, žival mrtva, rastlina mrtva, pridejo, razgradijo, drugače bi tlele bilo ne vem koliko trupel, tle okrog, ne vem, milijarde trupel že, če ne bi prišle pa razgradile. No, in ko energije ni, se začnejo bolezni v ustih. Energija, dragi moji, energija. Ni druga kot energija. Tako da energija je vse, kar resnično imamo. Nataša, bi še ti kaj dodala?
Če je kakšno vprašanje, tukaj ni nobenega vprašanja. Tako da, Ja, mogoče lahko povem, kaj se, ko delamo vaje, kaj se kaj ljudem dogaja, a ne. Ker kar se začne dogajati, še posebej na teh prvih vajah, je, da ljudje začnejo čutiti pretok energije v telesu, a ne. In recimo, so bile že kakšne malo tako kot vrtoglavice, da se malo vrti v glavi, a ne, ker se tam začne energija. Ali pa mravljinci po telesu, to je tak jasen znak, da se je začela malo energija pretakati tam, kjer je stala, a ne. Tako da velikokrat po rokah, po nogah se čutijo kakšni mravljinci. Tako da, to je recimo ena taka, tipična stvar, ke se dogaja. Potem pa pol še malo bolj dolgoročne, a ne. Pravijo, da imajo, lepši dan, boljši dan, ke bolj gladko teče, bolj pozitivne misli potem, ko zjutraj delajo vaje, da boljše spijo, sem že, omenila. Recimo, da čutijo več miru, odvisno tudi od tega, kaj človek si želi in kakšne namere si postavlja, a ne. To z energijo, tako da ja, jaz se čisto popolnoma strinjam in mislim, da je fino, da začnete skrbeti za svoje energije, a ne, že takrat, ko recimo čutite malo, da ste malo čustveno neuravnovešeni, da malo prehitro kdaj ven padete ali pa da vas stvari kaj prehitro zburijo, ali pa če imate kakšne, ne še zelo grozne zdravstvene težave, ampak da se stvari že začenjajo dogajati, a ne, ker dostikrat pol eno vodi v drugo, a ne. In če se ne bo začelo sanirati manjših zadev, bo to samo se razvijalo v bolj zapletene zadeve. Tako da, jaz bi rekla, da je fino začeti skrbeti za svoje energije čim prej. tako je, tako. Jaz se s tem popolnoma strinjam in vas vabim, da se nam pridružite jutri v sredo, 18.12. zvečer ob 8. na Evi Tali svatbi, ki jo bo vodila Nataša. In potem seveda imate možnost tudi na VIP srečanje v nedeljo priti, seveda, lahko pripeljete tudi s sabo, tudi če ste se že vpisali v klub, tisti imate itak brezplačno, ampak lahko pripeljete tudi prijateljice s sabo, partnerje s sabo, tako da tudi to je možno na temu VIP srečanju. Evo, zdaj pa, če je še kakšno vprašanje, če ne, pa sva midve za danes zaključili. Jaz mislim, da sva bile dosti izčrpne, pri vsem tem, kaj se dogaja v tem klubu Oaza vitalnosti. In jaz računam, da se vidimo, da postanete naši člani in da resnično začnete leto popolnoma drugače. To pomeni tisto srečnega in zdravega, se pravi, če nič ne naredimo, ne, drugače, potem bo leto približno isto, kot je bilo ta prejšnje. Ko pa začnemo delati drugače, potem je pa leto drugačno. In leto 2025, da majhen prerokujem, napovedujem, leto 2025 je mala zlata doba. Kaj to pomeni? V Džotišu oziroma v tej indijski, filozofiji, ajurvedi, je v letu 2025 za tiste, ki delate na sebi, ki nekaj naredite, ki skrbite za svoje energije, namenjen blagoslov, poseben blagoslov, zato se imenuje mala zlata doba, zato ker je samo za tiste, ki resnično delate na sebi. Tako da vabljeni, da naredite nekaj na sebi, da se včlanite in skupaj, ustvarjamo dobre energije. Nataša, boš še ti kaj za konec povedala? Prav nič nimam za dodati, ker si to res tako lepo povedala. Tako da jaz, tudi želim, da izkoristite prihajajoče leto v najboljši možni meri in da to naredite s pomočjo kluba Oaza vitalnosti in da se v sredo 18. zdajle vidimo ob 8. zvečer. Tako da lepo se imejte. Čau, čau. Čau, čau.